totalne vize, tle na Sejšelih, mi je žal, niso odobrili. Razlog je pač seveda ta, da CrossFit številko 2, RX 24.2. Plošča je res super za skakati. So come and light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Light me up, let me touch the flame. Dobro jutro, Slovenija. Kako ste kaj danes? Jaz sem odlično. Jaz se odpravljam na delo in boste z mano majčkeno v avtu. Tako da imam tule eno stojalo, novo stojalo, ki mi ga je kupil možek, da lahko jaz to v miru vozim in snemam istočasno. Ker sem gotovila, da včasih imam take ful dobre pogovore sama s sabo v avtu, mislim, da nisem edina. In potem pač mislim, to je bilo ful dobro posneti in nikoli ne posnamem. Tako da zdaj ne vem, mi bo danes ratal, glede na to, da se snemamo, ponavadi tako, ne. Nikoli, pa takrat, ko se snemaš, nikoli ti nič pametnega ne pade na pamet. Ampak pač v prejšnjem videu nisem nič updatala, kar se tiče mojega življenja v prejšnjih parih mesecih, ker pač nisem tukaj veliko vlogala. Tako da ja, trenutno sem situirana v večjem fitnessu, enem izmed najboljših fitness centrov na Mahe-otoku, na Sejšelih sploh. Imamo res ful dobro najnovejšo opremo od Technogym-a, zato tudi danes ta majčka, ki imamo pač tudi promocijo, mislim, da naše nove aplikacije v povezavi z Technogym-om. Še čakamo na to, ampak mislim, da bo kmalu realizirana. In Technogym je trenutno ima tako ful dobro kampanjo Let's Move for a Better World, pravi gibajmo se za boljši svet, ker pa seveda promoviramo zdrav način življenja preko vadbe in pa seveda tudi zdravega prehranjevanja in tako dalje. No in sem situirana v H3 Active Fitnessu, kjer imam tudi zdaj vse skupinske vadbe in vse osebne treninge na enem mestu. Prej sem seveda se gibala med svojim mini fitnessom oziroma mini studijom in med tem fitnessom, tako da potem sem se pa odločila, da zaprem svoj mini fitness, se pravi, nimam ga več od decembra in sem šla seveda pod okrilje večjega fitnessa, tako da v bistvu nimam najemnine, dobim pa še majčkeno več prihodkov, tako da je win-win za mene in za fitness, ki so pač dobili novo trenerko, ker imajo samo moške trenerje in sem edina ženska trenerka, tako da je v bistvu tudi to dodatna motivacija za ženske, ki pridejo trenirati v ta fitness. Je pa ta fitness bolj baziran tako na funkcionalni vadbi, seveda tudi normalne mašine imamo, ampak imamo res pol razdelan, da je tudi funkcionalna vadba pokrita, sploh atletski trening. Imamo zelo veliko atletov, ki trenirajo od nogometašev, od rugbijev, od košarkašev, v glavnem pač si pridejo v ta fitness, ker je res ful dober. Imamo celotno opremo za funkcionalni fitness in za vse te gibalne vzorce, ki jih pač ti športniki rabijo, ne. Ker drugi fitnessi imajo samo te bodybuilding style, ne, opreme in nimajo prostora za funkcionalno vadbo, tako da že to mi je ful dober, tisti čist pisano na kožo za moj stil treninga. Se vam bom pokazala malo ta naš fitness, ko pridem zdaj tja. Tako da ja, pač zakaj sem zaprla studio, ker enostavno najemnina je bila previsoka in dejansko sem bila pač v tem studiu za skupinsko vadbo in za nekaj osebnih treningov, ki sem jih imela
v mojem studiu, več sem jih pa seveda tudi imela v fitnessu, tako da se mi dejansko ni splačalo. Pokrila sem se, ampak sem videla, da pač ne gre to. In pa ko enkrat vidiš, da pač ne gre, da je izguba prevelika, in sem se odločila, pač ajde. Pač bomo svojega otročka zaprli. Niti mi ni bilo tako hudo, ker se poskušam ne navezati na določene stvari, kraje, ampak ja, zdajle tako, ko pomislim za nazaj, ja, je bilo pa res luškan umetno, ampak vseeno je, zdaj, kjer sem, je tudi super. Čeprav delam 3-krat več, malo manj prostega časa, ampak sem pa tudi obkrožena z več ljudmi in tudi spoznaš več ljudi in zdaj me je eden spustil. Okay. Ne rada prehitevam tle na naših cestah, ker so zelo ozke in niso glih fajne za prehitevati, tako da, ampak me je eden spustil, tako da. Ja, in glede na to, da sem dejansko bolj tako introvertirana oseba, tako da sem rada res sama sabo, je to kar velik zalogaj, ko imaš non-stop bombardiranja drugih ljudi, ampak je tudi v redu za mene, ker se tak in tak ne družim z nobenim drugim, ne hodim ven, ne hodim po partijih, ne vem kaj še vse. Tako da je za mene tudi to okej, da sem malo socializirana, kako bi tako človek rekel. Tako da ja, še en update, kar se tiče stalnega oziroma stalne vize tle na Sejšelih. Mi je žal, niso odobrili. Razlog je pač seveda ta, da sem v tem času, ko sem bila 5 let poročena, oziroma od 5 let moraš biti poročen, da lahko dobiš to stalno vizo, so mi odšteli vsa potovanja, ko sem šla domov v Slovenijo. In so mi našteli, da sem dejansko prebivala na Sejšelih samo 3 leta in 10 mesecev, kljub temu, da sem na Sejšelih že 9 let. Tako da to je malo ne. Okej, spet bo treba se prijaviti za delovno vizo, ki mi poteče to leto, ampak to ni nobene panike, pač plačati moram 500 evrov in to je to. Nobene druge razlike ni, ko dobiš ti stalno vizo, dejansko ne rabiš imeti delovne vize. To tudi pomeni, da lahko delaš več služb hkrati, imaš lahko več firm hkrati. Trenutno imam pač svoj SP kot osebni trening in ne smem opravljati ničesar drugega, recimo. Če pa bi imela to stalno vizo, pa seveda lahko opravljaš tudi magar 10 služb, če jih zmoreš. In pa imam 50% popust pri nakupu kakršnekoli nepremičnine. To je edina vsa razlika, ne bi imela nobenih drugih bonitet, nobenega zavarovanja, nobenega pokojninskega sklada ni, nobenega socialnega sklada ni, tako da dejansko ni neke velike spremembe, samo to, da si moram zdaj ponovno plačati pač to delovno vizo. Ja, in ta odgovor sem dobila že januarja in zdaj se lahko spet prijavim naslednji februar, ja, 2025. Ker sedaj spet potujem za 2 meseca, mislim, da prijem domov. In mi bojo spet odšteli, ne? Tako da mislim, da je kar nekaj brez veze. Ampak nobeden tega ni prej omenil. Tako da, ja. Niti na intervjuju, ko si pač šel na intervju z možem, sva šla na intervju, potem se pač odda aplikacija, kakorkoli, no in potem ti dajo odgovor. Na intervjuju sploh ni nobeden omenil o tem, da mi bojo odšteli
vsa ta potovanja, vse te dni, ki sem bila pač odsotna od Sejšelov, kljub temu, da sem dejansko skozi prebivala na Sejšelih, nekaj druge nisem rečemo, da bi se odjavljala in prijavljala, mislim, ampak dobro, no. To je pač njihova politika, ki seveda ni fair, v drugih primerih, pač seveda imajo nekateri prednosti, ne vem, po kakšni metodi, ampak dobro je, no. Ja, tudi to so stvari, ko pač niso glih najboljše, ko živiš v tujini, si vedno nek tujec in kljub temu, da se trudiš, vseeno je težko, no. Ampak dobro, je vse okej. Kljub temu lahko vedno pridem domov v Slovenijo, če mi kaj ne bo pasalo, tako da se ne bom pritoževala. Pač tako je. Okej, se vidimo v fitnessu. In seveda gremo z liftom, ker smo tako super fit, da ne rabimo stopnic. Vidam se. Evo. Takole. Jaz odpiram. Tada! H3 Active. Je še vse tiho, ni nobenega, kar itak moram jaz odpreti. Dobrodošli v našem H3 Active fitnessu. Takole priješ noter, je recepcija. Tukaj imamo pač malo športne opreme, ki lahko pač kupijo, če želimo. Trenutno imamo 40% popust. Little lounge area, se pravi pač, kjer lahko malo posediš po vadbi. Stavba je res čudovita, s steklom okoli in okoli. Naš bar s pijačo. Takole priješ not imamo tekače. Tukaj imamo pač WC in pa seveda, kjer se lahko spreoblečeš. Kardio naprave. Kardio tam. To je funkcionalni del. In pa seveda bench pressi, vsi, potem imamo tam Smith machine, pa za nogice. In to je vse tudi za nogice. In pa slača, stepper. Vsi vemo, da je stepper res ful učinkovita kardio vadba in super za ritko in za nogice. In pa seveda Orbitrek. Ostalo vam bom pokazala malo kasneje, zaradi tega, ker trenutno imamo pač seveda vadeče v fitnessu in moram biti uvidevna, da jih ne snemam, da slučajno ne bo kakšne pritožbe in seveda nisem jih vprašala, če jih lahko posnamem, tako da ni glih fair, da jih snemam medtem, ko vadijo, tako da bom lepo naredila to kasneje, ko zaprem fitness. Tako da danes, kaj bom jaz naredila včeraj, me je v bistvu naš trener zelo namučil s spodnjim delom telesa. Naredila sem ful veliko na kolesu, izpadne korake, hip thruste, potem odmik nog stran in potem za hrbet. Se pravi, danes mogoče bom naredila trebušnjake pa malo kardija s kolebnico, bom videla, kako se počutim. Evo, takole malo akcije. Tale na veslaču je naš šef oziroma lastnik fitnessa, ki je tudi arhitekt. In sedaj bo naredil CrossFit številko 2, RX 24.2. Tamle je trener Alex. In ja, tako da se malo se dogaja. Tega dela vam še nisem prej pokazala, se pravi, tle pač imamo proste utežke in ja, pač tudi ta del
in pa vse za noge tu, za noge tam in pa za zgornji del telesa. In steklo okoli in okoli in naš parkirišče. Evo, in sedaj je vse tiho, nobenega ni več v fitnessu. In ja, da vam še enkrat pokažem eno celotno sliko. Takole je to zdaj. In ja, je v bistvu ful luškan fitness. Ni res tisti ful ogromen, ampak imamo vse, kar pač rabiš za res ful dobro vadbo, normalno vadbo, funkcionalni trening tudi. Tle imamo čisto vse, kar pač rabimo. In ja. Tako da danes sva tudi s šefom zrihtala tale prostor, kjer pač lahko skačemo tudi s kolebnico, ker pač tale tla niso glih najboljša za kolebnico, pa sva pa obrnala 4 te plošče, tako da lahko zdaj skačemo. Bom zdaj malo demonstrirala, pa itak veste, kako je, če skačemo s kolebnico. Ampak ja, če sem že glih tu, zakaj pa ne? Danes sem se pol tudi odločila, da ne bom naredila treninga, ker pač me vse boli od včerajšnjega treninga, ampak v redu, mogoče bom pa jutri doma. Ups. Odlično. In tale plošča je res super za skakati. In kolebnica je ena izmed mojih najljubših kardio vadb. In najrajši delam high knees, visoki poskoki kot takole. In imam tudi kolebnico večkrat na sporedu na svojem online vadbenem portalu fitnessbamaja.com, kjer v bistvu lahko vadiš z mano vsak dan. Sicer vadbe so v angleščini v večini primerov, imam pa tudi program, ki je v slovenščini, tako da če želiš vaditi z mano, se pač naročiš na ta kanal oziroma na kanal na spletno stran, ki deluje podobno kot aplikacija. Imaš mesečno naročnino in tam se je nabralo že več kot 400 vodenih vadb in ja, veliko serije, tudi gor in 3 tedenski urniki, ki se pač vsak ponedeljek obnovijo. Tako da še imaš čas do poletja, da si oblikuješ svojo sanjsko postavo. In imaš mene tu za kakršnokoli vprašanja glede tega, glede vadbe, glede zdrave prehrane in tako naprej. Tako da vabljena oziroma vabljen na mojo spletno stran. Ok, zdaj pa grem jaz domov. Tako da še predno grem, imam pa svoj zeleni smuti, ki mi ga je možek naredil, pa mislim, da je noter sojino mleko, banana, špinača, čija semena, lenena semena. Yummy. Pa proteinski prašek z okusom kave. Yummy. Ok, to je za današnji vlog vse. Najlepša hvala, da ste bili z mano tukaj v mojem delovnem okolju. In ja, ne pozabite se naročiti na moj kanal, lajkite ta video in seveda komentirajte, če vas karkoli zanima glede fitnessa, zdrave prehrane, glede Sejšelov, vam bom poskušala odgovoriti. Tako da ja, če vas pa zanima specifično, kaj je glede izvadbe oziroma kaj glede od vadbe in bi želeli mogoče kakšno demonstracijo za uporabo fitness opreme tu, ki je seveda podobna v Sloveniji, mi pa tudi napišite in bom z veseljem tudi to vključila v
na naslednje vloge. Se mi zdi, da je ful zanimivo. Glede na to, da imam jaz večinoma samo vadbe, ki jih lahko počneš doma, je bilo tudi ful dobro, da vključim kakršnokoli vadbo, za katere potrebuješ pač pripomočke, ki jih imaš v fitnessu. Tako da ja, ok, super. Želim vam lep uspešen naslednji teden in se vidimo naslednjo nedeljo. Do takrat pa uživajte. Čau!